Prosim, tudi, če ste predstavili, mi bomo to tiskovno konferenco v celoti prepisali in bo objavljena tudi na spletni strani Urada predsednika Republike, ki bo tudi koristna za vaše delo. Bojan Krasna, Televizija Slovenije. Gospod predsednik, zanima me, ali ta vlada, gospod Mandatar, še zdaj uživa vaše simpatije, oziroma vaše osebno zaupanje in drugo vprašanje, če se vam zdi modro, da je ta vlada vezala svojo odločitev o obstanku 5. juni nedaljnega referenduma, ki ste jo povečala po vašem mnenju ali zmanjšala možnosti za uspeh pokojninske reforme. Torej, vsaka vlada lahko računa na simpatije predsednika republike. Ta država potrebuje vlado, ki bo dobro upravljala državo. Odgovornosti vlade v našem sistemu so zelo močne. Naš ustavni sistem je sistem predstavniške demokracije, kar pomeni, da je glavna moč, najpomembnejša politična moč, koncentrirana v parlamentu in v vladi, zlasti v vladi. Zato lahko vsaka vlada računa na simpatije predsednika republike in seveda tudi na tisto pomoč in na svet, ki vladi pomaga. Ta vlada je, kot sem že omenil, tudi po lastni oceni zašla v krizo vladne koalicije. In vprašanje, vaše drugo vprašanje, ali je modro, da se navezuje ta kriza na čas referenduma o pokojninski reformi, to vprašanje je seveda pomembno in mislim, da mora biti odgovor na negativen. Ni modro. Vendar imamo neko časovno sovpadanje. Imamo časovno sovpadanje referenduma o pokojninski reformi in koalicijske krize. In mislim, da bi bilo zelo modro v tem času, do referenduma o pokojninski reformi, to dvoje razdvojiti in se posvetiti v prvi vrsti pokojninski reformi. To je tisto, kar je postavljeno kot najpomembnejše vprašanje pred državljanke in državljane Republike Slovenije. To je vprašanje, ki zadeva vse nas, to je vprašanje, ki ima dolgoročne posledice. In zato bi danes pozval k temu, da se v naslednjih tednih posvetimo pokojninski reformi. Kot sem že dejal, ne sme biti nejasnosti, da nas po tem referendumu takoj čaka naloga, da se temeljito pogovorimo o političnih razmerah v državi, ne glede na to, kakšen bo izid referenduma. To bo v vsakem primeru potrebno in v vsakem primeru bomo potrebovali določeno streznitev in povečanje sposobnosti za skupno dobro in za oblikovanje skupnega interesa. Na kak način se bo to zgodilo, je težko napovedovati. In na ta ali oni način bomo soočeni z vprašanjem predčasnih volitev. Kot sem že dejal, tega se ne smemo bati. Predčasne volitve so lahko dober instrument. Opozoril pa bi, da same po sebi avtomatično ne zagotavljajo rešitev, ki jih potrebujemo. In to se mi zdi vredno poudariti že danes. No, ta moj odgovor gre nekoliko preko meja vašega vprašanja, ampak mislim, da pojasnjuje, rekel bi, kontekst in dimenzije, znotraj katerih vidim današnje politične probleme te države. Naslednje vprašanje. Danes Danič Belo. Moje vprašanje je, da bi bilo, v predčasnih volitev v našem sistemu zelo težko vplivati. Zdaj imamo na mizi dva predloga. En predlog, ki je predsednik koalicije, da se vrne v parlament, drugi je predlog gospodarjaša o ustavnih spremembah. Zanima me, kako vi vidite rešitev tega vprašanja. Bi vi posredovali recimo dogovor na strankah, da bi lahko prej prišli do predčasnih volitev, glede na to, da vemo, da je to zelo težko vplivati. Torej, ne strinjam se, da je naša ustava zasnovala celoten sistem in funkcioniranje države tako, da se zagotavlja čim večja stabilnost vlade. To je v večini primerov dobro, včasih pa je to tudi ovira za iskanje rešitev. Po moji oceni sta oba predloga, ki jih omenjate, dobra. Prvi je seveda predvsem naslovljen na vladne stranke in stvar njihovega dogovora je, da povedo, ali jim ta pristop ustreza. Kot kaže dosedanji potek razprave, je tukaj odgovor negativen. Drugi pristop vsebuje idejo spreminjanja ustavnega besedila. Tudi do take spremembe ni lahko priti in taka sprememba zahteva širok konsens strank v državnem zboru. Ta konsens ni nemogoč. O takih idejah se je že govorilo v preteklosti, verjamem, da obstajajo tudi konkretne ideje o tem, kako bi ustavno besedilo spremenili. Seveda se je treba o tem pogovarjati.
Prostor za pogovor o tem je Državni zbor, ki bo moral v takem primeru tudi ustavo spremeniti. Če bi stranke želele, da se predsednik republike v to vključi, da recimo organizira kakšen sestanek ali opravi kakšno drugo dejanje, ki bi pri tem pomagalo, sem na to pripravljen. Načelo, ki ga zastopam v vseh takih primerih, je, da mora predsednik republike biti pripravljen sodelovati z vsemi strankami pri iskanju rešitev. Seveda pa je pogoj za uspeh takega pristopa, da vse stranke oziroma vsi tisti, ki so dolžni sodelovati v pogovoru, sprejmejo tako vlogo predsednika republike. Taka vloga predsednika republike ni nujna sama po sebi, ni predpisana z ustavo. Če bi stranke to želele, je seveda takšna vloga na voljo, vendar morajo to povedati stranke same. Naslednje vprašanje. Vete, še gospe Kati Šeruga, ki tam čaka že od začetka in je že 3-krat dvignila roko. Hvala lepa, gospod predsednik, Kati Šeruga, KOP TV. Vprašala bi vas takole, odgovorili ste že na vprašanje, ali sedanja vlada uživa vaše zaupanje. Jaz bi dodala, ali predsednik vlade v tem trenutku še uživa vaše zaupanje. V zadnjem času smo slišali tudi predlog za njegov odstop ob še 2 drugih. Ali torej tudi ta možnost s predčasnimi volitvami, o kateri vi razmišljate, ki jo nekako postavljate v spredje, kje tukaj pravzaprav vi vidite predsednika vlade? Ali naj torej ostane na čelu te vlade do konca mandata oziroma do predčasnih volitev, ali kako skratka zaupate še predsedniku vlade v tem trenutku? Ali mislite, da je bolje, da odstopi? Torej, gledajte, če bi se predsednik vlade odločil za odstop, bi to seveda povzročilo začetek nekega scenarija, ki pelje v spremembe. To je stvar, ki je prepuščena njegovi odločitvi. In jaz nikakor ne bi želel vplivati na to odločitev, kajti vem, da so razlogi za tako odločitev v prvi vrsti povezani z oceno predsednika vlade glede možnosti dela te koalicije. Tukaj bi rad upozoril še enkrat. Imamo nek poseben trenutek, v katerem se opadata 2 pomembna politična problema. Na eni strani imamo proces, ki nas pelje v referendum o pokojninski reformi in na drugi strani imamo krizo vladne koalicije. Menim, da je bolj pametno, da se najprej določi zaporedje, v katerem se želi ta država soočiti z enim in drugim vprašanjem. In mislim, da mora v tem pogledu imeti referendum o pokojninski reformi prednost. Vse ostalo lahko počaka na čas, ko bo ta referendum opravljen, in potem seveda morajo biti vse možnosti, vse variante, vse opcije odprte. In v tistem trenutku bo seveda eno od prvih vprašanje predsednikov vlade, kako vidi svojo vlogo. Gospod predsednik, še malo glede referenduma. Pravite, da je to projekt, ki naj ima prednost, pa vendarle lekcija iz referenduma o malem delu je bila recimo temu kar groba. Očitno državljani glasujejo že tudi na nek način proti vladi, ki jim ni simpatična. Se lahko po vašem do 5. junija to še spremeni in če ne, zakaj potem pravzaprav čakati vrsta čas? Poglejte, najprej bi odgovoril na drugo vprašanje. Odgovor je v bistvu zelo preprost. Čakanje je primerno zato, ker je projekt pokojninske reforme tako pomemben. Ker gre za tako temeljno vprašanje in vprašanje, za katerega je prav, da se mu posvetimo tudi vsebinsko. Ne samo glede na politične odnose v državi, ne samo glede na politično zaupanje in siceršnje zaupanje, ki ga je vlada v dobri meri pri naši javnosti že izgubila. Ne bi bilo prav, da pokojninska reforma postane talec te izgube zaupanja. Zato se mi zdi, da je dobro ta 2 projekta razdvojiti in vprašanje usode vlade odložiti. In seveda, sam bi se zavzel, in to je tudi eden od razlogov, zaradi katerih sem želel ta pogovor danes organizirati, da bi se v času, ki ostaja do referenduma, o vsebinskih vprašanjih te reforme temeljito pogovorili. Kot se spominjate, sem jaz večkrat kritiziral udeležence v socialnem dialogu, da se niso dovolj temeljito pogovarjali in da tudi javnosti niso dovolj predstavili vseh vsebinskih zamisli. Ta problem imamo še danes in ta problem je bolj radikalen in težji, ker je vmes odpovedal Državni zbor. Odpovedal v tem smislu, da se mora to vprašanje reševati na referendumu. In moram reči,
reševanje takega vprašanja na referendumu ni normalna praksa. Je pa seveda naša politična stvarnost in verjamem, da je treba zato te tedne posvetiti prav vsebinskim vprašanjem pokojninske reforme, zaradi njegove pomembnosti. In seveda, rekel bi še to, veste, ko sem govoril lani ob dnevu državnosti, je moje osrednje sporočilo bilo dialog, dialog in še enkrat dialog. In to sporočilo tudi danes. Nobenega razloga ni, da bi ta želja po dialogu bila kakorkoli zmanjšana. Mi se moramo znati bolje pogovarjati v tej državi in tudi o pokojninski reformi bi se morali pogovarjati bolje, z manj čustev in z več argumentov. Ta njegova televizija Slovenija, potem Tomaž Celestina rada besedo. Gospod predsednik, samo nadaljevanje tega, kar ste zdaj rekli. Torej se boste osebno angažirali v tej kampanji in kako? Torej, jaz bi rad rekel, da v zasnovi podpiram zakon, pokojninsko reformo, ki je bila sprejeta v Državnem zboru. Ne delim kritike, ki jo izraža Zveza svobodnih sindikatov in tudi nekateri drugi v razmerju do tega zakona. Mislim, da je treba poslušati tudi strokovnjake, ki so se o tem zakonu že izjasnili, tako strokovnjake z področja delovnopravnih odnosov, kot seveda tudi ekonomiste. In verjamem, da bi bilo dobro, da bi jih v teh prihodnjih tednih, ko se bo pripravljalo na odločitev na referendumu, čim bolj poslušali. Torej, to je moj splošni pristop. Seveda bom svoje stališče javno povedal sem ga ravnokar, povedal ga bom v prihodnjih priložnostih in po potrebi tudi preciziral, glede na to, kako bo potekala razprava. To seveda ne pomeni direktnega vključevanja predsednika republike v kampanjo. Kako bo ta kampanja organizirana, kdo bo jo vodil, kako se bo profiliral ta ali oni nosilec te kampanje, na vse zadnje stvar udeležencev v kampanji. Mislim pa, da gre za pomembno zadevo, v kateri je prav, da državljanke in državljani vedo, kaj predsednik republike v teh vprašanjih misli, kar zadeva splošni pristop, sem ga ravno kar pojasnil, kar pa zadeva vprašanja, ki se utegnejo pojaviti v pripravah na referendum, pa ocenjeval sproti. Videl bom, katera od teh vprašanj so taka, da bo po moji oceni primerno, da predsednik republike glede njih zavzame stališče. Tomaž Celestina? Gospod predsednik, dve vprašanje pravzaprav imam. Ali lahko vaš današnji poziv razumemo tudi kot poziv Gregorja Golobiča, da vendar umakne to pričakovano jutrišnjo odločitev v tem, glede na to, da sta tako gospod Pahler kot gospa Kresalova njegovo ponudbo zavrnila. Drugo pa je, ali je realno pričakovati, da bodo vladne stranke, če se vendar odločijo, da najprej sprejmejo reformo in se potem pogovarjajo naprej, v tem času sposobne normalno funkcionirati? Torej, rekel bi, glede prvega vprašanja, da bo seveda gospod Golobič sam presojal, kaj je primerno v danem trenutku, verjamem pa, da bo upošteval tudi dejstvo, ki sem ga sam večkrat omenil, da imamo to krizo v koaliciji v času, ko je treba dati prednost nekemu pomembnemu vprašanju pokojninske reforme. In če se lahko moj poziv razume tudi kot poziv, da se vsa druga vprašanja daje nekoliko v ozadje, potem verjamem, da se bo to razumelo na vseh mestih, tudi pri stranki zares. Zdaj, kar zadeva vaše drugo vprašanje, pa bi rekel takole. Sedanja vlada, sedanja koalicija je že omejena v svoji operativnosti. V tem trenutku ne moremo reči, da je vlada v polni meri operativna. Iz razlogov notranjih nesoglasij in drugih težav. Ampak ta stopna neoperativnosti ni taka, da bi bilo treba karkoli v tem trenutku ukreniti. Vlada lahko opravlja svoje tekoče delo v času do referenduma, ne da bi zaradi tega nastala kakšna posebna škoda v državi. Seveda je pa stopnja njene operativnosti prenizka in zato je potreben temeljit razmislek, kako priti do operativne vlade. To je ena od nalog, ki nas čaka, kako priti do operativne vlade. In seveda, vprašanje, kako priti do operativne vlade, je povezano tudi z vprašanjem zaupanja ljudi in mandata, ki bo imel ustrezno avtoriteto. In to nas seveda potem spet vrača k vprašanju, ali je kaj tajega mogoče doseči brez predčasnih volitev. In kot sem že povedal, po moji oceni, to vsej verjetnosti brez predčasnih volitev ne bo mogoče doseči.
Počasih gremo v koncu. Eno največ dve vprašanje bomo še sprejeli. Boštjan, vi ste večin potem. Boštjan, vi ste večin potem, gospod predsednik, porobili ste besedo streznitev političnih strank, da predlagate streznitev. Zdaj, vsi referendumi do sedaj pravni kaže, da ponovadi se zelo malo govori o vsebini vloge za politično obračunavanje. Bo tokrat drugače ali pa bo spet šlo za boj med koalicijo in opozicijo? Torej, bojim se, da bomo imeli v teh kampanjah precejšen del teh odnosov med koalicijo in opozicijo. In to ni dobro. Jaz sem povedal, koalicija je blokirana zaradi notranjih nesoglasij, opozicija je pretirano privržena svojemu opozicijskemu impulzu in seveda v času, ko gre za pokojninsko reformo, bi bilo prav, da ta svoj opozicijski impuls močno omeji in da se posveti vsebini vprašanja in seveda dolgoročni funkciji te odločitve, referendumske odločitve. Zato pozivam vse stranke, da stopijo korak nazaj, da razmislijo o svoji vlogi v dolgoročnem smislu, da razmislijo o vsebini vprašanja, za katerega gre na referendumu o pokojninski reformi in da odložijo svoje strankarske račune, svoje politične kalkulacije na čas po referendumu. To bi se mi zdelo razumno, trezno in bi nakazovalo možnost, sposobnost te streznitve, ki jo tako zelo potrebujemo, da bi se lahko potem resno pogovorili o tem, kako priti do operativne vlade, take, ki bo uživala polno podporo ljudi in ki bo lahko izvedla vse ostale potrebne korake. Še zadnje vprašanje. Marta Bobčuk, naš 24. Po neuradnih informacijah, kako da ste želeli komentirati, naj bi se iskali nove mandatarje, Levice posvečali tudi vi, pravi, v ozadju. To ne drži. In to je odgovor na vaše vprašanje. Prav. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa, spoštovani novinarke in novinarji, za vašo udeležbo na tiskovni konferenci. Lep dan še naprej. Hvala lepa.